Evo, drage gledalke, dragi gledalci, z mano, kot sem že napovedal, Toni Sotežek, Toni Bog. Bog. Kako si mi kaj? Bog dej. Dobro, lep pozdrav seveda tudi vsem gledalcem tvojim, zvestim. Jaz bom povedal njihovo ime in hvala ti, Toni, za pozdrav. Koliko si kaj? Kaj se dela? Delovno. Malo pred kosinom sem še malo iz učilnice prej pobegnil, da sem prišel k tebi. Upam, da bo tudi kaj na mizi, ko pridem domov. Rekla žena, če boš kaj preveč strelo grde, ne bo nič jesti, tako da moram malo mirkati, kaj bom rekel. Toni, neč se bat, bom jaz moja menka poklico je hodo vesela, če prejdeš, pa hodo rada te ima, tako da boš imel pečen za jesti, kačiš. Pol bom se na tebe uvrnil, če doma bo hladen, sam povej. Štima? Pokličem takoj. Ja, prav učeš. Ja, to mi je glavni posel, ki ga počnem že 25 let in še zmeri to rad počnem iz srca, se pravi, še zmeri mi je ta posel hobi obenem, tako da sem srečen, kar se tega tiče. Je pa seveda treba biti priden, inovativen, izveren, potrpežljiv, vse kak temu pač sodi. Tisti otroci, ki pridejo, pač ne znajo igrati in potem jih skušaš naučiti. To je naloga mentorja. Pa s cajtom moraš tudi verjetno naprej, ne? Verjetno so kakšne novitete, pa otroci to drugačen, ko so bili pa pred 20 letom, ne? Ja, mogoče se danes otrokom da malo manj, ker je več teh tablic, pa teh pa se po domače rečeno zamotijo malo na drug način, ko so se včasih. So pa novitete, radi imajo kakšne želje, se pravi, uresničujemo razne želje, kjer so pač to sposobni, imamo kakšne nastope, smer je kaj, no, nekaj logistike, da ni mi dolg čas. Da ni dolg čas. Ja. No, daj mi povej, kakšen so otroci tako? So bolj zakompliciran, ko so bili pred 20 letom, ali se ni veliko spremenili? Ko vsi pravijo, veš, teksta, kam gre ta mladejna, ne, danes? No, jaz moram reči, da otroci, ki se bavijo z glasbo nasplošno, da niso problematični. Oni so navajeni, res mislim, za vse inštrumente, mogoče neki delovnih navad, družijo se v zdravih okoljih, tako da glasba vedno kaže neko pravo pot in ni nobenega problema. Jaz mislim, da je ta mladina, ki se bavi ali z glasbo ali športom, ker na taki pravi poti, ker je zaposlena na pameten način. Nauči se vztrajnosti, pot do uspeha je pa vse posod trda in treba je veliko garati. Volje, pa vaja, ne? 3x2. 3x2, ja, res je tako. Ja, Toni, preden se prav učeš, snemaš? Tudi snemam, pišem skladbe, pripravljam se na en veliki dogodek, ki bo v Krškem 8. novembra. Tudi ene 3 nove skladbe so nastale, se prav potekajo vaje za to. Lahko se pohvalim, da smo bili pred 3 tedni z peščico mojih učencev na eni zelo imenitni prireditvi ob 110-letnici AMZS-a Sloveniji v Ljubljani, v Unionski dvorani in to je bil za mene eden najlepših nastopov v življenju v Unionski dvorani. Pred tako publiko eminentno in da si oni zaželijo, da pride 30 harmonikarjev na avtocesti v ta prostor, to je bilo za mene neki zemi gre gor nekaj. Korja koža. Lepo. Take lepe stvari potem človek doživi in se pozabi na ves trud in na živce. No, jaz sem dobre živce zaenkrat. Pozabiš na tiste stvari, ki so včasih manj prijetne, ampak gre stvar naprej. Daj mi povej, za kjerga si kaj napisal zadnje cajte, če se spomniš? Za sebe? Za sebe precej, nekaj pišem za družino Pogladič, za en družinski trio, sem tudi eno skladbico napisal, tudi za poskočne sem nekaj napisal, ne? In za nas bomo po tem kasneje videli. Skratka, vedno kaj delam, tako nikoli mi ni dolg čas. No, vidiš, en tak človek res morate skozi nekaj špelat, ne? Ja. Ti nima skozi neke, bi rekli, mravljence, da moraš nekaj početi, ne? Ja, človek, jaz sem tak, če ne delam, pa razmišljam, kaj bi lahko mogoče naredil, precej pišem tudi besedil, recimo, no naj povem, da sem na priporočilo mojega prijatelja Francerja Smrekarja pred mesecem pa pol celo pristal v Društvo pisateljev slovenske narodno-zabavne glasbe. Bravo. Franci me je tam pač priporočil, tako da sem še zdaj tle zraven. Skratka, ni mi dolg čas, no. No, lepo. Toni, jaz mislim, da je cajt, da gremo vedno pogledati prvo videospot danes. Ja, jaz tudi mislim, ne? Ta ima naslov Martinov dan, ker se bliža zdaj Martinovo,
Pa moj god, pa vse to, ta najlepši praznik, če mene vprašaš v celem Zapovedan leti. praznik. Ja, to bi mogli narediti, pa 3 dni prej. 3 dni prej, ne samo en dan. Hujško za 1. maj. Tako je. Martinov dan, snemali ste ga v enem kevdri tlele okoli nas, ne? Ja, v enem kevdri, ki ga ne smemo omeniti pač. To je nastalo za en moj koncert, za Martinovo. Z mamo Manko oziroma Sašotom Đukićem smo midva dobra prijatelja, mi je tudi že vodil te koncerte in sem rekel, nekaj bi napisal. In tako je tale, bom rekel, zelo simpatična polka nastala. Male v hecu, ampak večinoma pa vse res. To si pa, drug so pa prijatelji, ne? Ko so zraven? Ja, nastopa Marko Pezdirc, nastopa Franci Arh, tako da seveda glasbeni prijatelji. No, dajmo pogledati oni. Izvolimo. Drage gledalke, dragi gledalci, prvo video spot danes od Tonija Sotoškega, mojega gosta s prijatelji z naslovom Martinov dan. Evo, drage gledalke, dragi gledalci, mi smo nazaj, z mano še kar Toni Sotoško. Toni. Jaz ne grem na kamere, da bom vsaj pečenka pri tem dobu. No, tako, vidiš. Zdaj, ko smo tale Martinov dan vedel spod pogleda, pa dema vedel še enkrat na zdrav na Martina, no? Se tam je tudi en kader, mislim, ne? No, tudi je, ja. Na zdravje. Na zdravje. Na zdravje. Vsem. In vsem, ja, tudi vam. Kar natočite si, ne? Kar brez strahov. To prav, veš. Utokelja. Takoj bom lažje govoril, ti pa tudi, ne? Ja, kaj se meniš. Toni, veliko snemaš, veliko češ. Je pa tudi, bomo kar omenila en video spot, ko ste ga
par dni nazaj dal ven, ne? Naslov pa je Kraljica naroda. Če govori, kje ste snimali, vse me zanima, od A do Ž. Vse. No, bom povedal zgodbo. Jaz za vsako skladbo, ki napišem, imam zgodbo. Lansko leto na dopustu pač se je bližala ta moja 25-letnica in sem rekel, nekaj bi rad pa napisal eno skladbo, da bi jo posvetil moji 25-letnici šole, ki jo zdaj pač letos praznujem. Ne? In napišem eno besedilo, dam v analizo otrokom, so bili takoj navdušeni, Kraljica naroda. Kraljica naroda je v bistvu frajtonarica, ne? To je hitro napisal in smo rekli, bi pa to mogoče z nekom posneli, ne vem, z kakšnim izvajalcem in smo naredili referendum in od 3 so 3 roke dvigli za poskočne muzikante. Kje ste referendum naredili? Doma v hiš? Na morju, ja, v hiš, med sinovi, ki tle zram, med 4, 4-0 je bilo, ne? 4-0. No, pokličem potem Martina Juharta, seveda smo dobri prijatelji in so oni se po meni in zelo z veseljem ta izziv sprejeli. Jaz sem potem naredil še aranžma, ki je zelo bogat, se pravi, velika zasedba je 2 klarineta, 2 trobente, vse x2, pozavna in potem so to posneli. Pred kratkim je pa nastal še videospot, ki mislim, da je zelo lep, zelo drugačen, precej inovativen. Skladbica govori o tem, kaj je biti muzikant, kakšno je poslanstvo muzikanta, kako je Godec včasih šalil in tako naprej. Si govoril bi so čisto svojih izkušnj. Ja, tako kot je res. No, v zadnjem delu se pa potem tudi poklonim na nek način legendam, Slaku in Mihriču, to kitico poje Jaka in potem spet v refrenu smo vsi skupaj, en kup učencev je bilo zraven. Sem pa še posebej vesel, da je intro, se pravi uvod v ta spot, posnel pa moj dober prijatelj Andrej Bergant, ki je to čudovito naredil in moram reči, da je drug dan po izidu me celo poklical in je rekel, da je to ena najlepših stvari, najlepših prepletajev, ki se mu je zgodilo in sem bil res vesel. Se bojo poslušalci videli, da ne bom nalagal, da je to lepa pripoved o tem, kako so oni začeli s fanti iz Praportna in z Lojzetom Stakom. Žal je 2 dni po tem snemanju Janez Dolenc, njegov najboljši prijatelj, umrl, tako da je mogoče zdaj v teh dneh ta spot še mogoče tukaj bolj aktualen in malce nostalgičen zaradi tega. Daj povej, kje ste pa snimali? Ste kam drugam šli, ste ostali v Posavju? Mi smo v Posavju, jaz sem lokal patriot. Je bilo pa fino tokrat, ker smo v bistvu vse naredili na relaciji 200 metrov, okrog te domačije, je ta hramček in med vinogradi, v lepih krajih, tam, kamor tudi ta Kraljica naroda najbolj paše. Frajtonarica. Tako je. To ne bomo nič več debatirala. Gremo kar pregledati, ker sem čist nastrpen in tudi verjamem, da so gledalci čist v pričakovanju, da pogledajo tale videospot. Si za to? Jaz upam, da bojo zadovoljni. Jaz sem zelo vesel, zadovoljen. Vedno je, kadar nekaj končaš, pa če je uspešno, je to največje plačilo za to. Točno tako. Ja. Drage gledalke, dragi gledalci, premierno in prvič na oddaji Meh za smeh videospot Tonja Sotoška z družino in poskočnimi muzikanti, ne Toni? Kraljica naroda. Pa dajmo frajtonarca ne zapoje, ne? Dragi mladi harmonikarji in harmonikarice, pred mnogimi leti smo fantje s Praprotna s triom Lojzeta Slaka začeli pisati povsem novo, iskreno in originalno zgodbo. V tej zgodbi ima glavno vlogo čisto posebna kraljica. To pa je, kaj vi mislite? Frajtonarica. Zelo sem vesel, da jo z veseljem igrate. Vaš učitelj Toni Sotošek je pa o tej kraljici napisal zgodbo, ki gre pa takole. Je sploh kaj lepšega od glasbe na tem svetu? Je še kaj lepšega kot biti muzikant? Saj muzikant prinaša med ljudi le srečo. Je dobrodošel vse povsod, ker je face fant. Po dobri glasbi znana naša je dežela. Prav vsi vedo, to je doma frajtonarca. Dekleta, fantje, stari, mladi jo igramo. Po
ostala, prava je kraljica naroda. Levo, desno vlečem mih, punce vedno spravljam smeh. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji, tu v Sloveniji. Vlečem mih, punce vedno spravljam smeh. Za ljudi je vižata, saj je iz srca. Staro mlado se vrti, nič doma se ne mudi. Mih najlepše se smeji, tu v Sloveniji. Evo, dragi gosti, drage gledalke, dragi gledalci, to je bila kraljica naroda, mi smo nazaj in z mano Toni Sotoško. Toni, čestitke za video spot, res je odličen. Velja za nazdrav. Jo, skaj se meniš na zdravje. Nej bo še 600 takih. Ja, 100 kraljic. Točno tako. Toni, prej si umedel naš 25 let šole, svoje glasbene šole, ne? Tako je. Oziroma učenja harmonike. Ja. In tudi boš imel zdaj koncert v kratkem, ne? Tako je, se pravi 8. novembra bo ta velik dogodek v največji športni dvorani v Krškem. Enega smo leto že imeli, Antonoga, ampak v tem kalendarskem letu jaz praznujem in sem rekel, tudi ta bo posvečen mojemu jubileju. In tudi te bo največ, kar se bo dogajalo, bo kraljica naroda najbolj zvenela. Sem take goste izbral, ne? Tako da velik glasbeni projekt za mene, za mojo družino, ampak jaz upam, da bomo zopet ljudi pocrtali, tako kot lahko trdim, da smo jih do zdaj in da bodo zadovoljni. Ne dvomim, da ne bili zadovoljni. Še nikoli ni bilo pri tebi na koncertih, da ne Ja, trudim se, ne. ljudje šli nasmejan pa dobre volje ven. Kjer ga pa kaj povabil vse v goste? Zdaj, če žihar, jaz bi to kar prebral. Dej kar Da ne bi- pričej. Da ne bi kom krivice delal. Menda pa res. V bistvu je naslov koncerta Martinov koncert z legendarnimi gosti, ker imam dejansko legende. Prve legende so fantje iz Praprotna. Prvič po smrti Janeza Dolenca z novim članom, ker Andrej se ne da, on bo vztrajal in sem počaščen, da bojo prvič nastopili v Krškem, ravno pri meni. Odlično. Potem Mladi Dolenci, vsi jih dobro poznate, odličen ansambel Jureta Zajca. Potem gledam na vse glasbene okuse, Kvatropirci pridejo. Potem pride vokalna skupina Solzice iz glasbene šole Brežice, njihova vodja je moja prijateljica, pevka Marjetka Podrošek-Horžen. Potem iz Maribora profesionalna klapa Friško, ki bodo zapeli 3 dalmatinske, da se ti malo koža naježi. Potem seveda ne sme faliti pevski zbor osnovne šole Jurija Dalmatina pod vodstvom Damjane Mlakarjeve. No, zelo sem vesel, da bodo na koncertu sodelovali tudi učenci šole dr. Mihajla Rostoharja. Fajn. Z njih smo pa naredili eno posebno zgodbo, ki da bodo poslušalci oziroma gledalci videli, eno novo skladbo sem napisal. Na koncerti. In sem te otroke tudi vključil. S temi otroki je zelo luštno delo, ker so zelo prijetni.
Potem 4 harmonikarski orkestri, se pravi, jaz sem povabil še zraven 3 učence, ki nadaljujejo s šolanjem kadra, se pravi harmonikarji Tonija Sotuška, Boštjana Povšeta, Žana Bregarja iz Radeč in Jana Zelekšeta iz Škocijana. Potem pa stvar bo začenila sigurno zasedba Simfonični orkester Glasbene šole Krško. Fajn. Da, sigurno drugo smer, drugo dimenzijo. Dirigent je Peter Gabrič. Zelo sem pa vesel, da pridijo še ene legende, fantje vseh vetrov. Fajn. Tako da mislim, da bo za vse sladokusce, za vse žanre, vse bomo zadovoljili. Z odra pa na odre bo ta pa naganjala moja prijateljica Tanja Vidic-Goršak in Klobasek v Pepi, ko mora biti zraven. Za Martinov koncert mora biti. Seveda pa poskrbeli bomo tudi za dostojen blagoslov mladega vina. Bravo, kar mora odlično. biti, brez vsega nočevanja. Kdo ti bo blagoslovil? Gospod župnik Ludvik Žagar bo to z veseljem naredil, ker je koncert njegovi fari. Odlično, tudi pri nas, veš, ko imamo mi našo Martinovaje, tudi on pride in tako lepo naredi. Pridem to tje 16. sem danes zvedel. Odlično, Še ti ne veš. odlično, vidiš, to mi deli, Toni. To mi deli, Toni. Si rekel, prej si omenil učence v osnovni šole dr. Mihajla Rostoharja. Tako je. Z njim si že delal, ne, ni to prvič. Tako je, z njim si že to videl spod, ne? Ja, tako je, skladbica pa kaj za to. Celo na enem koncertu smo ta spot predvajali. Meni se zdi to lepo, ker te otroci so taki mehki, prijazni, iskreni. Noben te ne bo tako pozdravil kot ravno te otroci. Tako da se veselim tega. Objavajo te zmeri, ne? Nastala je pa skladbica, ki nosi naslov Glasba kaže pravo pot, to lahko povem, ne? Ja, jasno. Tako da mislim, da bo nekaj posebnega, ne? Mogoče bi še sam to povedal, stopnice si pa lahko v predprodaji v Kulturnem domu Krško ljudje nabavijo. Tam je vsak dan od 10 do 12, blagajna odprta pa od 3 do 5. Tako. Pa 2 ure pred koncertom tudi. Tudi, ne? V športni dvorani. Tako je. Prodajati. Ja. Odlično, Toni, jaz se že hodo veselim tvojega koncerta in upam, da mi rata, nekaj se mi sicer obeta, ampak upam, da mi rata pride. Moraš rezervirati, napisati, na veliko na koledar. Na koledarji je že, na koledarji je že. Ja. In to, veš, ko imam slabo viden na bliz, moram kar na veliko napisati. Ti kar napiši. 11. si rekel. Zvečer ob 6, ne bo zjutraj hodil tam. Ne bom. Veš, zjutraj rad pospem, tako da z veseljem bom pa zvečer ob 6 prišel. To pa brez Okrog skrbi. Martina se vsem pol drema manj. ja, to je, vse veš, kako je to, ne? Pol je še napor, veš, pol je Martinova sobota, Martinova nedela, pol v ponedeljek je pa Martinov, ne? Jebem ti še. Ja, Do srede bo fertik. Ja, se ti pravim, da 3 dni mogli biti letos praznika. Ja. Ja, fino, Toni, dober si to naredil. Boš imel še kak drugo presenečenje, če še kakor ne smemo se povedati. Ne bo nekaj presenečen, ker mislim, da je tale paleta izvajalcev res na nivoju. Vedno se trudim, ampak mislim, da smo se še tole pa malo bolj potrudili. No? Upam, da bodo res ljudje zadovoljni. Ma, sigurno, da bojo, Toni. Sigurno, da bojo. Ni govora, da ne bi bili. 25 let praviš. Ja. 25 let. Hiter gre, veš. Zdaj mi boj, ko si začel pri 10 letih učiti harmonika. Učiti sigurno ne. Da imaš 25 let, pa tako fejs mlad zgledaš. To je muzika pomlaja. Muzika, ne? Ja. Ja, pa otroc pa žena verjetno. Ja, kaj pa vem. Jaz se s tem niti ne uravnujem. Veš, pravijo, da je emšo imaš skozi glih, tako da... To je res. Nikamor ne gre gore pa dolje. Koga dobiš je zapečaten, ne? Ja. Ja, fino, Toni. Ja, neč. Kaj ne drugo rečemo še? Kaj imaš še pol, kaj v prihodnosti, kakšne plane delati, kaj vizije, kaj imaš želje, mer biti? Že zdaj lahko povem, da bo drugo leto koncert posvečen pa ženam. To bo pa Martinam, en projekt imam prav za 8. marec. Se pravi, 7. marca bo v Krškem gostoval revijalni ansambl Lojzeta Slaka, se pravi, ki ga je družina Slak pooblastila, v katerem igra moj prijatelj Klemen Rošer in bo to namenjeno mamicam in boste sigurno pri vas obveščeni. To sem se pa čisto namenoma odločil, ker je velikrat delo ženska roka malo zanemarjena, ni kaj pokazati. Včasih se je to fejs praznovalo in 7. marca bo v Krškem koncert ob dnevu žena s tem namenom festivalni ansambl Lojzeta Slaka, se pravi večer Slakove glasbe. Odlično. To lahko je že izdal. Pa ne bo sam za ženske, ne? Bo tudi za moške. Ženska moškega prepela. Ja, točno. Moški ženska mora prepela, tako je. Ona mora biti takrat dama, tako je. Vse poznati razvajati,
Tako, veš, še boljši zvrat. Se pustite razvajati, pa pedirati. Tako. Dejci moramo tudi nekaj hodejša narediti, ni res? Gesta kakšna, ne? Tako je. Toni, neč, jaz mislim, da je to, ne? Bi še kaj gledalcem rad povedal, sigurno, da vabljeni vse na koncert se že povedal, ampak ne? To so vabljeni, jaz sem tak neseljiv človek, seveda bodo obveščeni iz medijev, bolj o kakih podrobnostih, mi smo veliko povedali. Tako. Koga to zanima, kdo je ljubitelj tega, mu ne bo žal, to lahko jaz garantiram. Vsak se bo pa sam odločil, če bo prišel, normalno, ne? Jaz mislim, da bo dvorana pohala po ševih od muske, od ljudi, dobre volje. Tudi dobra volja je važna zadeva. Točno tako. Ja. Toni, preden se poslovimo, sam povejmo še v zadnjem videospoti, ko ga bomo pogledali danes, naslovima pa Pridi v goste. To je tudi en hodo lep videospot. Jaz, ko sem ga prvič videl, ti moram povedati, Si bil lačen. Slednje se dele kot tam, da bi pol leta star otrok do jenčki, da mi zubi rastejo, ne? Ja. No, ko človek tako nazaj gleda, marsikaj se je v bistvu v teh 25 letih zgodilo in ena svetla točka je tudi bilo snemanje tega spota in sodelovanje z Alfijem, ki smo še vedno na liniji, čeprav ima precej hude zdravstvene težave, ampak te stvari bodo ostale za spomin, za zmeri, ne? Za zmeri, ja. In je lepo, da se to naredi. No, takrat smo pač to naredili s pomočjo določenih ljudi. In nastala je lepa zgodba, iskrena. Veliko ljudi me reče, to ste pa res dobro naredili. Komercialno in strokovno, tako da sem vesel, da sem s tako legendo, kot je Alfi, sodeloval. In naša družina, seveda. Toni, hvala lepa, kaj sprašal me v goste. Z veseljem. Upam, da se spet kaj malo vidimo, če ne prej na Martinovem koncerti 8. novembra v Krškem. Jaz bom vesel, moraš priti. Takrat pa bod preden, pa sem tako deli, kot da zdaj delo in to je to. Pa še Upam. 25 let, pa 30, 40 glasbene šole. Ja, hvala lepa. Štima? Hvala lepa. Toni, hvala lepa. Hvala za povabilo. Malenkost, hvala, kar si prišel. Z veseljem. Drage gledalke, dragi gledalci, in poglejmo še zadnji videospot danes od mojega gosta Tonija Sotoška z družino z naslovom Pridi v goste. Vidva s Tonijem se še malo pomenimo, pospravimo, pa gremo mi nazaj na video lestvice, ne? Pridi v goste in Toni Sotošek z družino. Slovenski je človek garač, ni sram ga umazanih hlač. Je skrben in skromen, ter vse naredi, prav rad pa se poveseli. Pri polni se mizi prav vse uredi, ob vinčku problem kar zbeži. Koline Martinovo ust, nikoli nismo praznih mi ust. Poznamo recepte za razne jedi, na kmetih prav vse se dobi. Kdor zemljo spoštuje, mu tudi rodi, brez dela ni jela drži. Ama, dobra je salama, štrukli in potica, pečenica, krvavica in prekmurska gibanica. Mlinci, štruklji, žganci, pa Matevš in zelje, vsak Slovenc to pelje. Če pa avta v nebelje, svičkom krona vse. Mlinci, štruklji, žganci, pa Matevš in zelje, vsak Slovenc to melje. Če pa avta v nebelje, svičkom krona vse.
kuhinje dobro diši in kruh je iz krušne peči. Preprosta beseda, prijazen nasmeh, vse to na slovenskih jetleh. Le pridi k nam goste, ti res ne bo žal, še večkrat boš pot to ubral. Ama, dobra je salama, štuki in potica, pečenica, krvavica in prekmurska gibanica. Mlinci, štruklji, žganci, pa matevš in zelje, vsak Slovenc to melje. Če pa avta ne pelje, s svičkom krona vse. Mlinci, štruklji, žganci, pa matevš in zelje, vsak Slovenc to melje. Če pa avta ne pelje, s svičkom krona vse.